In že imamo drugi del vaj za vrat. V prvem delu smo pogledali, kako se znebiti bolečin in počasi začeti malce mobilizirati ramenski in vratni del. V tem drugem delu naj pa povem to, da pri vajah za vrat predvsem pogosto opažam, da se preveč časa namenja vajam, ki sicer trenirajo vrat, ampak nimajo nobenih učinkov, ki bi bili pozitivni. Pogosto so to vaje, kot so recimo razni potiski glave v stran, glave nazaj in češ s takimi vajami, da bi lahko odpravili bolečine v vratu. To ponavadi ni učinkovito. Zakaj? Namreč, če vas boli vrat, to še ne pomeni, da morate zdaj krepiti vrat in še bolj zategovati vratne mišice in bo zadeva boljša. Ne bo. Kot rečeno, težave z vratu pogosto izvirajo iz tega, ker imate prešibke roke in prevzemajo vratne mišice to tenzijo in ta tenzija potem utesnjuje živce ravno v vratu. Ampak vzrok je v šibkih ramenih ali šibkih rokah. Kajti, če vi breme dvignete tako, da zategujete vrat ali pa pri tipkovnici zategujete vrat, namesto da bi dvignili breme iz ramen, potem je logično, da bo vrat tisti, ki bo prevzemal to tenzijo. In če boste zdaj vi še bolj napenjali vrat, ne boste nič rešili nobenih težav s tem. Tako da v tem segmentu vaj za vrat sem vam mislil pokazati, da v bistvu s tem, ko natrenirate povezavo z ramenskimi mišicami, boste videli, da je tudi vrat bistveno manj v bolečinah. Torej, vzemite si 2 lahki uteži, to je lahko 1-2 kili ali pa kakšna plastenka vode. Lahko tudi nimate nobene uteži, samo iztegnete roke in probajte zdaj začutiti, ko dvigujete v stran, takole mišice v ramenskem sklepu. Torej, glejte, ne zategujem vratu, pač pa čutim mišice v ramenih. To so te mišice, ki dvigujejo roko gor in dol. In začutili boste, da kar naenkrat en tak pekoč občutek, ampak ta prijetno pekoč občutek v ramenih, ki postajajo vedno bolj utrujene, roke vedno bolj težke. Ampak kje čutite utrujenost? Ali jo čutite v vratu ali jo čutite v ramenih? To je pomembno vprašanje. In pri tej vaji, torej vzročenje v stran, boste ravno ta aspekt dobro natrenirali. Torej začutite ramena in ne vratu. In boste videli, da bo tudi roka postala veliko močnejša in tako boste lahko tudi ostale vaje naredili na bistveno boljši način. Druga verzija te vaje je tudi, če greste takole pred sabo. Torej ne v stran, ampak pred sabo. Velja ista zakonitost. Torej aktivirajte mišice sprednjega dela ramen. In pa, če greste v predklon, boste lepo aktivirali takole lopatične mišice. Ne vratnih, pač pa lopatične mišice. Mišice med lopaticami. In greste z lopaticami skupaj in roke gor in dol. In zopet, koliko ponovitev pri teh 3 vajah? Toliko, da boste začutili utrujenost v točno teh mišicah, ki sem jih rekel, da jih morate čutiti. Torej, kar veselo na delo.